balanco, na vrh vrneš, dobiš nagrado Monza malco. V redu. Ogreli smo vse, imamo pol ure aktivacije. Enaintrideseta rekreativna gorsko-kolesarska dirka Skok na Lisco je štartala pri športnem domu Sevnica ob 10. uri. Od tam je sledila zaprta vožnja za spremljevalnim vozilom s približno hitrostjo 30 km/h. To je trajalo dobrih 10 km, potem smo pa zavili desno in sledil je leteči štart. Dolžina trase je 9,3 km, 700 višinskih metrov. Prva 2 km sta bila dokaj položna, pri 4%, tako da sem kar dobro lovil grubco in gledal, če se lahko zastojno odpeljem naprej. Tukaj se mi je odprla priložnost, ki sem jo izkoristil in šel za tem kolesarjem, ki me je popeljal čisto nazaj do skupince. Začel se je klanc in sem šel takoj na tempo, ki ga lahko držim 20 minut, samo zaradi tega, da ne pregorim do vrha. Luknja! To so pa še ostanki posledic nevihte, ki je bila par tednov nazaj. Po parih minutah so začeli kolesarji kar odpadati, tako da sem jih kar dosti prehitel. Zdaj pa sledi še ful strm del trase. Potem pa sem opazil Marka. Kaj narobe? Baterija. Včasih pride tudi kakšna tehnična težava. Olega! Sta hudega smo ven. Sledilo je 300 metrov bolj položnega dela, dokaj ni prišel od tega zelo kratkega in napetega klančka. In sem prišel v vas Lisce. Vmes sem še enega prehitel, se malo osvežil in pol smo še enega dohiteli. Tukaj je pa zelo lep razgled, ki se bo videl pol na spustu. Opazil sem dva pred mano in sem rekel, da ta dva moram pa sigurno ujeti. Tako da sem potegnil, noben drug me ni držal in sem jih dohitel po dobri minuti. Prehitel in še vlekel, ko se je začel klanc. Tim je skočil in me prehitel, mogoče je mislil pobegant, a je hitro obupal in ostal zadnji. Do vrha tega 200-metrskega klanca sem že ostal sam. Sledilo je 200 metrov bolj položnega dela, kjer si prikolesaril v občino Laško, zavil si desno proti Lisci, kjer je bilo tudi nekaj navijačev. Nato sem pa že videl znak za 24% klanc, kjer je bilo, kakor da sem šel v steno. Videl sem že naslednjega kolesarja, katerem sem se počasi približeval. Po 4 minutah sem ga ujel in prehitel, nekaj časa mi je tudi sledil in po dobri minuti je hotel vleči, a je bil tempo enostavno prepočasen. Ko sem nadaljeval svoj tempo, ga prehitel in naredil luknjo. Ker sem vedel, da cilj ni daleč in sem videl naslednjega tekmovalca, sem kar izrazito dvignil tempo. Ker sem videl, da je zelo daleč, sem vedel, da to ne bo lahko. Tako da sem dal vse od sebe, sam da bi ga ujel.
bi še malo stisnil, no. Ne morem. Veš pa šel zadnja 2 kilometra, Ja? zadnja 2 kilometra sta tudi uspešil. Ja. Še posebej zadnji kilometer, bom te videl. Ja. Seveda, lansko leto vozil slovenske občine. Kakšnega sledilca več na Facebooku. Vsi elektriki Točno, ja, je treba še skoristiti. Voda ni draga, škoti so dražji. No, po Pomžu pa sem, ja. Da vidim še po tej strani, kakšne. Ja, fajn je, mi se potem zabaviti. To je bil 31. skok na Lisco. Končal sem s časom 34:38, kar je zadostovalo za 4. mesto v kategoriji in pa 13. mesto skupno. Zadnja 2 km sem malo povečal tempo. Organizacija je bila res odlična. Upam, da ste uživali. Naročite se na kanal in se vidimo naslednjič.